Včasih grem na kakšno mednarodno premiero, pa čeprav vem, da bo avtomobil zanimal samo malo ljudi, ker po prodaji nikoli ni bil in nikoli ne bo zelo številčen. Tokrat je drugače, ker vozim model, ki je za Škodo najpomembnejši, odkar je pred skoraj 30 leti zapeljal na ceste leta 1996. In za avtomobil, ki je v polovici evropskih držav najbolje prodajan model sploh. Od leta 2016 pa pravzaprav najbolje prodajan karavan v Evropi. Ja, v Octavii ždim. Zdaj je prenovljena. Spremembe zunaj so relativno malenkostne, ker se prodajnih uspešnic na polno ne spreminja, to pravilo poznamo vsi. In še vedno za pogled ni ravno za dol past, sklepam celo iz uradne video predstavitve, kjer se nobeden od škodljenih govorcev niti za trenutek ne nasmehne ali pa mal sprosti. So v bistvu postali bolj nemški od svojih lastnikov Nemcev. No, še vedno pa takoj lahko povem, da je tole krasen in zelo uporaben avtomobil. Nekaj sprememb seveda je. Takoj lahko povem, da je drugačna sprednja maska s tem spodnjim delom in sprednje lučke imajo v bistvu drugačno grafiko. Mogoče iz tehničnega vidika bolj pomembno je, da so matrične LED luči zdaj 40% močnejše, so pa serijske pri različici RS. Pa tudi v bistvu zadnje luči imajo drugačno grafiko. Bolj ostro izgleda različica Sportline, ki sicer samo spominja na športno izvedenko, ampak pod pokrovom ne skriva zmogljivega motorja, in pa različica RS, ki dejansko je športna in bolj zmogljiva. Obe sta namreč 15 mm bližje tlom kot pa takšna običajna Octavia za več športnih užitkov, pa tudi izgledata malo bolj atraktivno s tistimi spoilerčki in dodatki. Zanimiv podatek se mi zdi, da je vsaka 8. prodana Octavia v različici RS, kar pomeni, kot da bi bil vsak 8. prodani Golf GTI ali pa GTD, ker sem skoraj prepričan, da so RS-ke pri nas večinoma z dizelskim motorjem. Ampak vsi vemo, da je bistvo Octavije njena uporabnost in prostornost, ta se pa začne tamle zadaj pri prtljažniku. Za ta prtljažnik, v katerem je trenutno en kup robe, ker je poleg mene še Ciril iz Komutar Minute, pravijo, da je največji v segmentu in v limuzinski različici ponuja 600 litrov, tukaj pa kar 640. To je v bistvu samo 50 litrov manj, kot jih ponuja novi karavanski Passat, ki je pa segment više. Tole je v bistvu Škodin Golf. Seveda je znotraj ogromno prostora tudi za potnike, od nekdaj so mi všeč pa tudi Škodine rešitve Simply Clever in tukaj jih je en kup. 2 dežnika v vratih, mrežice, strgalo za led, odlagališča dodatna, sploh zadaj za mobilni telefon. Kul stvari so mi všeč. In kaj je novo? Ta sredinski zaslon ima serijsko 10 palcev, za doplačilo je na voljo takšen 13-palčni. Še vedno mi ni najbolj všeč ta drsnik tukajle, ker imam raje fizična stikala, ampak nekaj stikal je v bistvu vsaj na tem delu. Mi je pa zaslon oziroma infozabavni sistem všeč zato, ker si sam lahko nastavim kar nekaj bližnjic. Recimo eno sem si že tukajle gor, da lahko na hitro izključim najbolj tečne varnostne sisteme. Na dvokraki volan smo se že navadili, pred sabo imam digitalne merilnike, položaj pa tip-top, mu nič ne manjka. Vas seveda zanima, če bo na voljo še vedno 2.0 TDI, lahko vas pomirim, seveda bo, brez tega pa res ne gre. In še vedno bo najbrž najbolj priljubljen takšen 110 kW moči, čeprav je na voljo tudi šibkejši s 85 kW. 1,5 litrskemu bencinskemu motorju pa se ob določenih pogojih izklapljata 2 valja. Za vsakega 8. med vami bo bolj zanimivo, da ima različica RS, bencinska seveda, zdaj več moči, 265 konjičkov. Jasno, tudi 4-kolesni pogon je na voljo pri določenih različicah in 7-stopenjski DSG tudi. Malo so dodelali tudi podvozje, ampak tega na tej kratki vožnji v bistvu ne opazim, ker se je Octavia že prej fajn peljala, jo dobimo kmalu na test, pa bomo potem prišli do prave ugotovitve. V vsakem primeru je prijetna in lahko zaključim z mislijo, ki jo je enkrat izrekel Mati Rimac, ki izdeluje brutalno nevero. Je rekel, da bi vsi vozili Octavije, če bi nas zanimali samo učinkovitost in praktičnost. Tako da, če tole ni na pogled najbolj drzen avto na svetu, je pa vsekakor eden najbolj uporabnih in prijetnih. Nič čudnega, da ga prodajo kot vroče žemljice in ga bodo tudi še naprej. Jaz pa še ne zaključujem, ker vam moram pokazati nekaj zelo zanimivega. Vem, da ste pri mojem uvodu nekateri zavihali z ušesi, ker sem rekel, da je bila prva Octavia na cestah leta 96, pa ste rekli, ni res in vas moram zdaj pomiriti. Res je, imate prav. Prva Octavia je bila na cestah že leta 59.
Zdaj imam tukaj dve in z eno se grem peljati. Tale rdeča je limuzina, trdela je pa karavan, pa se ne moram odločiti, katera mi je bolj všeč. Ampak glede na to, da sem se s karavansko danes že cel dan vozil, grem s tole rdečo. Kar zanimiv občutek se je peljati v toliko starem avtu, kjer za začetek ni varnostnih pasov, pa bomo dali malo na ignor potencialno nevarnost. Mi je takoj povedal tale moj voznik, da konec 50-ih oziroma v začetku 60-ih let, ko je bila ta Octavia aktualna, so vanjo vgrajevali 1,1 in 1,2 litrski motor. Tole je pa prav njegov avtomobil in je pod pokrovom 1,5 litrski motor, v bistvu bistveno sodobnejši, ker ta motor je prišel v proizvodnjo in v avtomobile tudi kasneje. 1,2 litrski motor je imel takrat 47 konjskih moči, če je imel en uplinjač oziroma okrog 50 z dvema uplinjačema. No, tale smo že ugotovili, da je močnejši in novejši motor, pa okrog 70 konjskih moči. Ročni menjalnik, jasno. Tretja ima malo probleme s sinhronom, smo tudi slišali. Pa mogoče še en podatek o Ampak drugače pa prav prijeten avto za peljati. Sedeži so mogoče še celo bolj udobni kot pri ta novi. Prostora pa ni toliko. Niti v tisti karavanski tamle spredaj ne. Veš kaj, ne vem, če mi je všeč ta fora z očmi. Pa se v bistvu kar dobro zgleda, pa na daleč se vidi, tako da bodo vsi takoj vedeli, da imate novo, prenovljeno Octavia. Ja, kaj pa ti je še všeč? Cel avto, vse Octavia je od nekdaj prav cool avto, veliko prostora ima, dobro je izdelana, ta Simply Clever, te dodatki in rešitve so fajn, lepo se pelje, prijeten avto, no se ni kaj. In kdaj bo pri nas? Se mislim, da celo že je, ker cene so že objavljene.